Dober večer. Potem, ko smo izvedeli skoraj da vse o duhovni oskrbi naše finančne ministrice, se je izkazalo, da je to šele vrh ledene gore. Posebne mentore za osebnostno rast imajo namreč tudi parlamentarne stranke in njihovi poslanci. Kaj natanko jim svetujejo in koliko to stane davkoplačevalce, je raziskal kolega Lahovnik. Poglejmo spored prihodnjega tedna. V stranki Modernega centra se bodo soočili z neuspehom. Tema delavnice je, kako prepoznati neuspeh, preden pride do katastrofe. Pri socialdemokratih bodo razbijali mite o razsvetljenju. Njihov guru je prepričan, da to stanje zavesti lahko doživi vsak član, ne le vodstvo stranke. V Desusu bodo s pomočjo mentorja prehodili 13 korakov do notranjega zadovoljstva. Prvi korak je spodobna pokojnina. Največja opozicijska stranka SDS ima na programu temo, ki jim bo zagotovo koristila. Kako obvladati jezo in kaj storiti, ko jih popadajo negativna čustva. V Novi Sloveniji se bodo spopadli z bolečino. Izziv ima jasno sporočilo. Hvala vsem, ki so me prizadeli, naučili so me premagati bolečino. In še Združena levica, njeni člani se bodo s svojim trenerjem spraševali, kako naj dajejo, če ničesar nimajo. To je to za ta teden. Uradnih podatkov o tem, kakšna je cena ene takšne delavnice, seveda nismo dobili, a po naših podatkih nobena davkoplačevalce ne stane manj kot 3000 evrov. Hvala lepa. No, zdaj je jasno, odkot jim ta strankarska samozavest in kako si bildajo samopodobo. Najprej treba prisluhniti sebi in šele na to volivcem. Sicer pa poglejmo v državni zbor, kjer že dobrih 9 ur poteka vroča razprava med zagovorniki osebnostne rasti in pristaši duhovnosti. Mi ne bi to primerjali z istimi pacienti, ki delujejo znotraj te organizacije. In svetoval bi, če že vodi ministrico kot njen čarovnik, da bi seveda potem poskušal vsebinsko odgovarjati na tista izpostavljena vprašanja, ki smo jih ob beli magiji izpostavili mi. Ni zdaj, da bom jaz iz opozicije branil ministrico, ampak moj coach pravi, da oviro samo presekamo. In da sprejemamo življenje, ki mora biti največje potovanje, na katerega greš vsak dan, dokler ne greš tja gor, ko je čas. In 2 leti imam duhovne rasti, 2 leti glistirja in joge, sram me je bilo, ko za nazaj gledamo, kva je bilo, pa kva smo delali 10 let tam nekaj narobe. Ja, gospe in gospodje, vi rabite duhovno rast. Če je kaj z vam narobe, so tam mentori in z njimi to popravite in odpravite. Lejte, kaj so v 2 letih z mene naredili. Profiči in zelo sposobni. Gre za to, da je mentor ta glaven, to lahko vidi vsak. Posveti, pogovori, vsakodnevno, drži ga trdno v svoji pesti in to čvrsto in s tem se tudi pojavijo vse te težave in nenavadna videnja, dejanja, ki jih spremljamo v zadnjem obdobju. Torej, vzpostaviti register, javni register čudnih mož in podobnih zadev, ki odpravi nekatere težave, ki so povezane z nenavadnim obnašanjem znotraj tega zbora. Na hitro bom povedal, ker nisem prijavljen, ne? Ampak nefer je poslušati človeka, ki ni razsvetljen, ne? Da, hodim na trening za osebno rast in sem v samo enem letu zrastel samo v višino za 3 centimetre. Hvala lepa. Če koga zanima, ima mene letake, glih sem iztiskal, gori je nekaj primerov, kako pravzaprav in kaj se dogaja na enem sestanku. O tem človeku govorim. In Boter seveda navede ene par pravil, med drugim tudi to, ki je zelo pomembno in vsak, ki je z nami, to tudi upošteva. Kolikor denarja, toliko pomoči.